Ta razstava je narejena na mero prostora v parterju galerije Cukradna. In moj predlog je bil, da skupaj z Aneto Monokišo, ki v bistvu na večjih projektih skupaj sodelujeva, pokličeva tudi nekoga zunanjega kuratorja v ta prostor. In sicer v tem primeru Tjašo Pogačar. In v bistvu potem se je razstava začela odvijati od tega prostora samega. Torej, midve nisva imeli neko naprej idejo, produkt ali pa neko delo, ki bi ga samo plasirali, aplicirali v ta prostor, ampak sva rekli, da bova v bistvu se pustili voditi temu prostoru samemu. Torej, prva stvar, ki naju je na nek način vznemirila, je bil ta arhitekturni karakter torej tega prostora, in sicer luknjast strop in stena. In v bistvu sva razumeli, da karkoli v ta prostor postaviva, nedvomno postane tudi ta arhitekturni element del tega dela. V bistvu začelo se je tako, da sva se hoteli na nek način rešiti tega stropa. Hoteli so ga zakriti, eliminirati, na kar sva se potem odločili, da v bistvu ga na nek način integrirava in da postane glavni igralec najinega dela. Hkrati sva se pač igrali s tem, kaj je v bistvu to, kar je nad nami. In v bistvu so potem nekako povezali to kozmično z tem nekim zemeljskim, torej vzeli sva za motiv sonce. To sonce se pojavlja tudi potem v vseh treh sklopih, ki so tukaj prezentirani, torej kot videoinštalacija Plazeče anakonde in tudi sozvezdje ali pa konstelacija televizijskih monitorjev z poslikavo iz bitumna na njeni površini. Torej, povezovalni element tega prostora so kabli. Teh kabli izhajajo iz stropa in torej pozicije, kjer izhajajo ti snopi, dolgi črni kabli, so v bistvu ni arbitrarno, so pozicije črnih peg na samem površju sonca. Torej, ko pogledamo navzgor, vidimo sonce, vendar v raztegnjeni formi, oziroma sonce smo razprostrli na površino stropa. Sonce je največje nebesno telo v našem solarnem sistemu, hkrati pa je tudi zvezda, ki se največ spreminja. Najbolj ima neke aktivne stvari, ki se z njim dogajajo. To, kar je v bistvu vidno za človeškim očesom, se imenuje fotosfera. In na tej fotosferi so že v zgodovini, predvsem Galileo Galilei, na primer, je ugotovil, da ima Sonce aktivnost. In ko je najbolj aktivno, se v bistvu pojavljajo na njegovi površini črne pege, ki jih je mogoče videti z očesom. Te pege se pojavljajo in izginejo. Torej, to pomeni, da Sonce ima tudi svoj solarni ciklus, ki se pojavlja vsakih 11 let, ko so potem pač kasneje ugotovili. To pomeni, da v bistvu ima Sonce, se dogaja aktivnost znotraj samega telesa. Plazma je tekoča, je aktivna, znotraj njega se dogajajo elektromagnetne reakcije in sevanja. In ko je v bistvu Sonce najbolj aktivno, ta plazma izhaja iz same površine Sonca v obliki, v bistvu izhajajo te fuzije, taki snopi, San Kroše in tako naprej. To se pojavlja vsakih 11 let in tudi leto 2025 je v bistvu maksimum sončne aktivnosti. Zato tudi smo vzeli posnetek površine Sonca iz pozicije Zemlje, torej to je pomembno. Sonce naredi v 27 dnevih rotacijo. Ena rotacija se imenuje Carringtonova rotacija in rezultat je sinoptična mapa površine Sonca. In to je to, kar imamo na samem stropu, izvezeno z kabli. To, kar je črno, se imenuje umbra, to, kar je sivo, je penumbra. To je v bistvu okolica, ki obkroža sam center sončne pege. Kabli predstavljajo cirkulatorni sistem samega prostora in prepletajo v bistvu vse tri enote, torej vsa tri žarišča
te predstavljene inštalacije. Prihajajo iz stropa, torej vdirajo v ta prostor, hkrati pa prihajajo tudi iz same podlage. So ti, ki v bistvu napajajo to sozvezdje televizijskih monitorjev. Te kabli nakazujejo tudi na to, Tarstar je v bistvu tudi besedna igra, ne. Torej sonce, fosilno sonce, ki v bistvu govori o tem, ta masa, ki jo imamo tukaj, je nastala pod vplivom ravno tega sonca, ravno na fosilije, ki so se v bistvu nalagale, sedimentirale v vrsto let in je potem, iz katerega potem mi ekstrahiramo to substanco in jo potem iz nje naredimo tehnologijo. Ta tehnologija tudi recimo potem sama po sebi pogojuje sam razvoj astronomije, ne. Torej vse to, kar mi probamo eksplorati, torej raziskovati v vesolju, nastaja na podlagi vizualnega materiala, ki ga ti seveda potem na nek način odčitaš. Na stoječih, vertikalno stoječih televizorjih je podoba torej plažoče se anakonde v teh samih kablih in predstavlja neko konkretno telo v tem prostoru. To telo v tej vertikalni poziciji hkrati tudi s tem gibom aktivira ta prostor. V bistvu nam na nekem mentalnem nivoju razumemo ta neko cirkulacijo, nek tok, ki se dogaja ne samo v tem prostoru, ampak v bistvu na splošno. Torej gre za neko povezovanje fotografske alkimije z tehnologijo, hkrati pa govori tudi o tem, da v bistvu sam proces fotografije izhaja iz te neke ekstrakcije zemeljskih resursov. Če povem še nekaj o tem vozlišču konstelacije televizorjev, v njem samem v bistvu je prikazana tehnika heliografije in sicer to je dokazano, oziroma tako so se zgodovinarji dogovorili, da je to v bistvu prva tehnika, arhaična tehnika, ki je omogočila prvo fotografijo, in sicer iz leta 1826 Nicefor Nipce premaže steklo in jo postavi z bitumnom in jo steklo postavi v kamero obscuro. Kamera obscura eksponira pogled skozi okno v Pariški ulici in na njej svetloba strdi bitumen tam, kjer svetloba pade na to substanco, tam, kjer pa v bistvu ni prišlo do spoja svetlobe z bitumnom, se lahko ta substanca spere. Sam bitumen je zmešan z lavando in petrolejem. To je nekaj, kar ga naredi voljnega za aplikacijo, torej za uporabo. Hkrati pa je bitumen zelo specifičen material in sicer imenuje se bitumen iz Judeje in ga je v bistvu dobiti, ekstrahirati iz zemlje samo v bližini Mrtvega morja, kjer je v bistvu tudi polno solnih kristalov. Zato sam ta material ima tudi sposobnost svetlobne občutljivosti. Sam krog hoče na nek način tudi pokazati to, kar v bistvu je nevidno na stropu, torej ko gre za to neko sončno mapo, sinoptično, je to nekaj, kar se potem, je to nek derivat, torej skondenzira se ta podoba v tem črnem soncu, bodisi ali je to zenica človeška, ali je to črna luknja, ali je to brezno, ali pa mogoče, ne vem, izvor vode. Ta zvok je, to je data, ti lahko aktivnost sonca zmeriš z inštrumenti in te informacije se potem lahko prevedejo v audio signal. In to je v bistvu ta zvok sonca, ki je v bistvu nek monoton in nespreminjajoč, ampak gre seveda za neko kalkulacijo, gre seveda za neko prevedeno, torej translation.